to my heart. Oh, my heart. Dobro jutro, dragi moji ljudje. Upam, da ste se naspali in evo, dočakali smo se drug drugega končno, a ne? Končno smo se dočakali, da se vidimo, tako kot se zagre ponovno. Ponovno, ne? Koliko mi ni bilo? 3, 4, 5, 6 dni, koliko časa mi ni bilo? Nimam pojma, zame, jaz sem bil v nekem drugem času, v enem takem času, ki se mu reče Final Battle, ne? Torej končna bitka, a ne? In ja, ta končna bitka ni enostavna stvar, zaradi tega, ker mi se gremo za zares, a ne? Mi se gremo za zares, nekako je treba enim stvarem priti do konca, ne? Kaj se mi je zdaj ta frizura tako čudno naštelala, dio bono. Upam, da mi ne zamerite, ker na momente tudi zgledam čas, kot je nori profesor ali pa nori pisatelj, ampak to, kako zgledamo navzven, je čist brez veze. To je neka moderna floskula, ne, kako zgledaš naven. Važno je, kaj je not, ne. In Butalci se ponašamo s tem, kaj imamo noter, pol pa rečejo, da imamo pa velike glave. Imamo, sem ne naven. Na not je velikost, ta prava, ne. Na not se čuti veličina, kaj je v čebuli se skrilo, a ne, in kaj se misterioznega noter skriva. In v ta namen, a ne, evo, dobil kronski naziv, evo, namudoma pisateljski kronski naziv, hvala lepa Sabina in ostalim, ki dodevate svoja premoženja velikanska v meni v naročje, a ne. Hvala lepa vsem, ki tako ali drugače prispevate, kave mi pa ne bo zmanjkalo, zato je poskrbela Zvonka. Tako da kavo imam, jaz upam, da tudi vi imate kavo, kajti današnja oddaja je na nek način za mene zelo, zelo pomembna, zelo lepa. Dolg sem želel, da bi prišel trenutek, ko bi lahko rekel, dragi moji, pred vami je moja prva knjiga. Evo. In prva knjiga je tako, kot prvi otrok, kot prvi porod, te stvari se bolijo, ne poznaš, ne veš, misliš, da že vse znaš, da vse imaš, pa nimaš, ker misliš, da vse znaš, pa ne znaš, zaradi tega, ker nimaš izkušenj. Ampak, če še nimaš izkušenj, to še ne pomeni, da se ne da narediti, kajti mnogo ljudi na tem svetu je v življenju izdalo knjigo, zakaj pa je ne bi jaz. Čeprav sem bil prepričan, da mogoče bi vam več lahko doprinesel takole z jutranjimi oddajami, pa s posnetki, sem ipak prišel po nekaj letih do zaključka, dragi moji, knjiga je čez vse. Vedno jo lahko primeš v roko, ostane ti v spomin, pa še jaz imam nekaj od tega. Tako da iz tega naslova je pred vami strnjena oblika tega, kaj v meni raste več desetletij. Torej, več kot 30 let se borim, da bi razumel stvari, da bi ujel, da bi dohvatil ta duhovnost in tako je meni bila vedno mamac, a ne. In 30 let sem si želel razumeti in konec koncev razumem, bom rekel, butalsko pamet, bom rekel, razumem zdrav pristop pogleda na svet, razumem, kako stvari, kaj so po meni duh, duša, duhovnost, zavist, narcizem, empatija, kup teh izrazov razumem, zelo, zelo bogato jih razumem in zaradi tega sem se odločil med ljudi podeliti tisto, kaj jaz štekam. In to ni čira čara, to ni hoditi na duhovne delavnice, na čiščenje nekih blokad in porke Madone. To je samo zdrava, kmečka, butalska pamet, dragi moji. In butalski pogled na svet, to ni neumen pogled, to je samo zelo pristen in avtentičen. In zaradi tega, ker je tak pogled na svet v tem trenutnem svetu polnem prevar, ki pred našimi očmi razpada, a ne, v tem svetu je to nevarnost, torej kdor v bistvu gleda na svet skozi prizmo butalske zdrave pameti, a ne, bom rekel, človek, ki ima velike oči, velika ušesa in široko odprto tretje oko, vidi in zazna manipulacijo, prevaro, laž in vse možne namere, ki se skrivajo za vsem tem, a ne. In
Ideja je, da ljudje postanemo takšni, o tem je govoril Jezus, o tem so govorili Butalci, o tem so govorili modreci, o tem so govorili ljudje, ki so prestopili to mejo mističnosti, mejo nemogočega in tako. Zaradi tega imamo glasbenike, pisatelje, slikarje, kiparje, nema da nema. In ideja je, da mi ljudje postanemo tudi takšni. In jaz sem si zaželil vam napisati stvari v obliki, ki je človeškemu umu dostopna. Kajti ugotovil sem, da mnogo stvari, ki so pomembne, imajo neko, kaj bom rekel, zvenijo zakomplicirano. Zaradi tega sem se odločil, da bi rad pripeljal te stvari, ki so življenjske, na zelo preprost način bralcu oziroma poslušalcu. Verjetno mnogi se strinjate, da stvari poskušam razložiti jasno, nedvoumno, na nivoju 3-letnega otroka, pa še se ljudje delajo, da ne štekajo, pa še se delajo neumnega, pa še ni šlo, pa ne vem kaj. Skratka, butalski jezik je jezik za vse od 3. leta pa dokler živijo. Zdaj jaz ne vem, je to 200, je to 400 let, nimam pojma. Skratka, za vse starosti, napisano v obliki satire, v obliki humorja. Torej vse tisto, kar je pomembno v življenju. Dotaknil sem se precej po glavi, od narcizma do prepoznavanja, do stoične drže, do pogledov na življenje kot drevo. Nekaj je bibličnega, nekaj je iz življenja, nekaj je iz raznih razlage razno raznih misli in sporočil pomembnosti za življenje. Skratka, pred vami je butalska Biblija, Biblija sodobnega časa oziroma neskončnega časa in v isti sapi časa nič, ker časa resnično ni. Vse, kar je tukaj in zdaj v tem trenutku. Odvisno je, kam svojo energijo v tem določenem trenutku usmerjamo. Ne? No, skratka, jaz sem hotel narediti eno tako stvar, ki bi bila strnjena razlaga mojih spoznanj, tega bom rekel 30-letnega ali pa plus raziskovanja. In nastala je prva knjiga iz zbirke butalskih Biblij, ker tega je medtem, ko končujem prvo, se mi že usuvajo nove ideje in pogledi, kaj vse je še za napisati. Enostavno padel sem v zgodbo tako močno zelo, da enostavno ne morem ven iz tega. Skratka, nekje za bralca sem pripravil cirka 50 strani, 50 poglavij, nekaj, bom rekel, enostavnih sličic in skupno to nanese okrog 200 strani. Zdaj, to končujem stvari, danes sem vam hotel na nedeljo zjutraj nekako predstaviti, vam povedati, da knjiga da knjiga gre v tisk. Moja srčna želja je, da bi se rodila na tisti dan, kot sem rojen sam, torej na 2. marec, ko je v Cerknici veliki karneval, pustni. Tudi tega se dotaknemo, seveda, znotraj Biblije. Kajti to so maske, Biblija je tista, ki v bistvu govori o tej maškaradi, ki rečemo ego, in tako. In želel bi si, da to pride na police oziroma v vaše roke z 2. marcem oziroma da ugleda luč sveta. Zdaj, a to bo šlo, to zdaj so pa stvari s temi, ki pa že niso več od mene odvisne. Bolj je to od tiskaren, pa bo 2 mm format spremeniti, pa mora biti v unem programu narisana, kaj je že, platnica, pa mora biti od zadaj una številka, pa mora biti ovo, pa mora biti ono, enostavno. Te stvari pa zdaj od mene zahtevajo čas. Knjiga je že skoraj napisana, ampak lahko še kaj vzamem, lahko kaj dodam, lahko kaj odvzamem. Predvsem pa so še ti končni detajli. Tako da jaz si srčno želim, da bi ta knjiga prišla v roke ljudem, širše publike, zaradi tega, ker združuje bibličnost, združuje modrost, združuje zdrav humor in združuje, bom rekel, nadaljevanje butalskih zgodb
z modernejšim pridihom. A ne? Bom rekel, ta modernejši pridih. Butalci so označeni kot nekaj slabega, ampak to je v svetu, kjer živimo narobe. Butalc je prikaz zdrave kmečke pameti, enostavnega pogleda na svet in to, kar bi človek mogel biti. Butalc je enako Jezus, pravzaprav, a ne? To je, bom rekel, simpel, stari. Simpel, ni to napisano v obliki Biblije, ampak ni zdaj v svetu neumnosti, ker je vse narobe, pa butalc bi vedno označen za butastga. In zaradi tega imamo ločen zapis, eno je butalc z apostrofom, eno je pa butalec. Torej, butalec se piše z veliko, butalc se piše pa z malo. Tako da je to spet tako mal za humor. Jaz sem si želel humor noter, zato da razbremenimo tenzijo, ki se dogaja v svetu. Namreč pred nami so veliki propadi. Jaz upam, da kaj spremljate, da ste videli, kako to žge zdaj Trump svojo ekipo seka po največji kozlariji, kar jo morate videti. In celo danes je, sekundico vam bom kar prebral, ker je zelo dobra stvar, ki je pa meni to piše, verjetno tlelele. Bom vam prebral, ne me sekerati, če bom kakšno besedo narobe povedal. Kaj zdaj? No, skratka, bom prišel do tam, bom končal s tole mojo knjigo, ker bi vam rad povedal do konca, kaj se je še zgodilo. Namreč knjiga prihaja na police v začetku marca, zagotovo pride do vsakega, ki si jo bo želel. Da si jo pa želite, je pa že narejen link in možnost nakupa. To sem zdaj mogel na hitrco narediti na neko staro platformo Trinity, jaz nisem Matjaž, tako da bi bilo boljš, da rečeš sem dobro jutro, kakor da tako podcenjevalno rečeš živijo Matjaž, v bistvu, a ne. Tako da ti nam ti kažeš si. Jaz sem Matej drugače, tako da to je en izkaz nespoštljivosti ali pa površnosti, whatsoever, ne bom se pretirano v to spotikal. Skratka, knjigo že lahko kupite, prednaročite, to boste meni ful pomagali s tem, če jo boste naročili. Kje? Če greste na moj profil od TikToka, boste videli na vrh pod sliko od spodaj je link, kjer že lahko je profil od TikToka, boste videli na vrh pod sliko od spodaj je link, kjer že lahko dostopate Buy Me a Coffee. Ne vem zakaj, ko klikneš naprej, ti da neko rdečo črto, pa jo kar klikneš v rdečo stvar. Skratka, da se knjigo že naročiti, cena pa je meni se zdi dost ok, 25 evrov, in vsem, ki boste vsem, ki boste to naročili, boste dobili brezplačno poštnino. Toliko sem prijazen, sicer pa sem rekel, da se bom te cene kar držal. Pa naj bo, razen če bo slučajno na moj rojsten dan prišla, pa jo bom mogoče zakrneval v času pusta, torej za moj rojstni dan na pustno nedeljo, mogoče pa dal ipak 5% popusta, a ne. Tako da, tam imate možnost jo kupiti. Zdaj, če vam te kartične stvari, jaz sicer ne bi želel, jaz se ne bi želel ukvarjati s kuvertami in tako, pa vendarle, kdor seveda nima možnosti tako, pa naj mi piše zasebno sporočilo, tako ali drugače, pa bomo uredili, mar ne. Tako, imate link, torej na mojem profilu, pod profilno sliko imate link Buy Me a Coffee in tam lahko naročite. Ko bo, takoj grem ta prvi dan, jih podpišem in vam jih pošljem. To je pač prednost vseh tistih, ki boste naročali na tak način. Aj prav. Tako da, to je to, moja knjiga je tle, stari 200 strani, več kot 50 takih prigod. Saj pravim, je pa to prva v seriji, zagotovo pride druga, ker to ni končna stvar, kot Biblija je nekaj, kar je neskončno, in ideja je, da noter spoznamo tisto, kaj smo, da potujemo po pravi poti in da se usmerimo v življenju v enostavnost in se umaknemo v tej komplikaciji, kompliciranosti sveta, da najdemo svoj notranji mir in svet pogledamo skozi druge oči, skozi drugo
skozi drugo perspektivo. Torej, nekaj smo bili naučeni, recimo imamo znotraj poglavja, Butalci nimajo šol, Butalci nimajo sodišč, mogoče vam lahko malo tudi, a hočete vam kaj preberem? Začne se z 11. Božjo zapovedjo, drugače, by the way. Kako je bila odkrita in v bistvu zakaj potreba po Bibliji, ker v bistvu je 11. Božja zapoved izpadla iz prejšnjih oblik Bibliji, torej bomo rekli stare zaveze, nove zaveze in butalske zaveze, bomo rekel najnovejše zaveze, Tako da iz tega naslova je notar ogromen enih takih, bom rekel, dogodivščin, ki pašajo, mogoče bolj tako, kako je pamet butalska začela osvajati svet v kontekstu ljudje, so začeli spregledati, vsi smo začeli videti in korupcijo in manipulacijo in prevaro in tako vse to se odkriva, nič več ni skrito, ne nič več. Zdaj prihaja veliko odkrivanje. Bom takole še prebral, baron Trumpov, zelo malo piše, pa vendarle, nisem ta pravega najdu, pa kaj je zdaj to, Turšič? Tle imam tako en dober prevod, pa ne najdem, kam sem jaz to prevedel. A ni to grozen? Čem se prav pomater, da dobim? Evo, baron je objavil tweet, evo. Veste, da je redko beseden ta poba, ampak ko spregovori, pove veliko. Paziti to, kaj je zdaj napisal. Rekli boste, nekateri pravijo, da sem pesimist, nekateri bi rekli, da sem realist. Pravi, da smo na robu odkritja temne dediščine, ki je v tej državi in na tem svetu trajala predolgo. Če ste se do zdaj trudili razumeti, kako je lahko vaša bivša vlada počela tako grozne stvari, se pripravite ali pa se raje skrite, dokler vas nekdo ne reši. Ne? Ste se trudili razumeti, ampak ne razumete še. Noben ne razume, tudi sebe izvzamemo tukaj. Rekel je, da resnično verjamem, da se je spodera in glede na to, kako se bo razpadlo, resnica prihaja na prvi ter. Ljudje na državni in zvezni ravni bodo kmalu izgubili spanec, to je malo slab prevod, ampak ne bodo mogli spati, pa ne velja to samo za Ameriko, ampak za cel svet. Torej, razmislite o tem vsi. Potreboval je najbogatejšega zemljana, ki ga ni bilo mogoče kupiti, da je odkril kupe korupcije. Ampak kupi korupcije so zgolj 1% tega, kar prihaja, torej Elon Musk, ne? Tako, 1% stvari je odkritih, ostalih 99 pa je takšnih, da se vam bo kozlalo, vam vsem z mano ureti. Jaz sem precej že skozlal svojih stvari spoznanj in tako, tudi nihče ne bo ušel v resnici. Tako, kot ljudje mislijo, da bodo z nekimi prikrivanimi lažmi, denarjem, vplivom in tako lahko zbežali, ne bojo. Mislim, da je čedalje več jim jasno, da nimajo več kam uiti, kajti vidijo, da ljudem na svetovni ravni ne denar, ne veze, ne slava ne pomagajo. Pred nami je pravica, Q hara od leta 2017, da ne bo pomote. Ogromno je mask, ki so z namenom, da vzdržujejo situacijo oziroma mir po svetu do te faze. Zagotovo pa bomo prišli do faze kozlanja, zagotovo bomo prišli do faze, ko ne bomo mogli dohvatiti. Zdaj, jaz sem precej stvari že dohvatil, vam jih razlagam, enih vam ne razlagam, ker so too much, tudi za moj možgan. Ampak vsekakor prihajamo na nekaj velicga in jaz bi vam tle rad bil v pomoč, naj si bo z radijem, naj si bo z video posnetki, naj si bo s kratkimi zapisi in seveda z neko žepno verzijo, butalsko Biblijo, ki vsebuje osnove, kako na stvari gledati. Skratka, ideja je v tem, da se podučimo skozi humor, vse je v redu za tiste, ki želijo biti v redu. Nekateri pač ne bodo želeli biti v redu, ker imajo za sabo prevelika kriminalna dejanja, pa to ni vezano izključno na, bom rekel, vladnike ali pa bom rekel znane ljudi. Mnogo je teh ljudi pomešanih med nas, med, bom rekel, navadne smrtnike, ki izgledajo zelo nedolžno. Pa verjetno se za nedolžno masko skriva čisto grozni
da veš, na daleč ti ne veš, kdo je serijski morilc, ti ga na daleč ga ne vidiš. In serijskih morilcev je kar nekaj in podprti so bili in tako. Ja, skratka, tako, da se vrnem nazaj jaz na mojo Biblijo, oziroma našo, vašo skupno, kakorkoli. Še enkrat, 25 € sem jo ocenil, lahko jo naročite, če kliknete na link, ki se nahaja v moji biografiji, torej pod biografijo. A ne? Ja, nač 5 minut do 8:30 je, dobro jutro, želim reči prav vsem, ker sem se tako zagnal, kako se reče, svina v koruzo, ne. Ja, sem začel takoj ropotati od te moje Biblije, ne. Vse je prav, čakaj, grem jaz malo pogledati, kdo je z nami. Sonja pri nas, pa Mojca, pa Tina, pa Irena, pa Marijana, pa Sabina. Pa je prišel nek Stefan na novo, pa Zvonka, pa Urška, pa Hurvi, Iron, odlično, pa Marina, pa Irena in tako, pa Tinti Tanti, kako že, pa Evica, pa krasno, pa Irena, praviš čestitke, pa Marina, ko mi čakaš, da jo dobiš v roke, the best. Jaz mislim, da bo vsak, ki jo bo prijel v roke, dobil. Nekaj boste dobili, jaz sem kar nekaj stvari prebral, kar nekaj stvari sem pregledal, vem, kaj je berljivo, vem, kaj berljivo ni. Zame, saj sebe smatram, da sem normalen, ne želim vam življenje komplicirati, ampak poenostaviti, in tako je tudi knjiga zasnovana, poenostavljena, polna je modrosti, polna je bibličnosti, polna je, kako pogleda človek skozi težke, bom rekel, misli in zapise mislecev, ne, tako butalc, tako pogleda. Praviš Marijana, čestitke, a ne, hvala lepa, pa Irena, da praviš, da si jo želiš prebrati, the best, me veseli, evo, naročiš jo že, lahko, praviš Irena, tudi ti, ko me čakaš, in pogumno, praviš, da je treba iti, itak, da gremo pogumno, mi ne gremo nič počas, ker smo pogumni kabutalci, se ne bojimo nikogar, ker mi izhajamo iz prave notranje moči empata, ne izhajamo iz naslova strahu, kar je značilno za narcizem, za strahopetce, ki skrivajo za svojimi maskami nečedna dejanja. Jaz precej stvari vem, pa jih ne smem povedati, moram to vse skozi nekako pakirati. In tudi ekipa, ki tako dela, kaj ti misteriozen je svet, ko stopaš na drugo stran. To je misterioznost. Vse je kristalno jasno, po drugi strani pa veš, kako je treba implementirati v, bom rekel, stari tridimenzionalni svet. Nekako smo mi prevajalniki. Človek na dveh nogah, kadar je opolnomočen empat, stopi na drugo stran, postane prevajalnik v ljudski jezik. In tudi to je Biblija, ne? Torej moj pogled, moje razumevanje zapakirano v oči butalca, kot, bom rekel, primer enostavnosti in modrosti, položene v vsakodnevno življenje. Modrost mnogi razmišljajo, prebujenje, razsvetljenje, pol si pa ti ne vem kaj. In ti si preprost, ti preprostost živiš, ti nisi pred razsvetljenjem nosiš vodo, pa sekaš drva, po razsvetljenju pa sekaš drva, pa nosiš vodo, to je tako, ampak v glavi je vse drugače. In tudi, tako, ker ne prepoznaš morilca od daleč, ne prepoznaš razsvetljenega od daleč, ne? Od daleč ne, mora vsaj usta odpreti, pa je. No ja, včasih se tudi po energiji prepozna. Monika, dobro jutro. Alright. Irena bo zakupiti ali za sposoditi. Irena, zakupiti bo knjiga, močno si želim, da jo boste kupili. Butale versus butalc. Zdaj tudi to je v Bibliji razložen, Tina, vidim, da gre spet za nesporazum. Butale so oaza pameti, butale so navidezna država. Butale imajo fizično deželo in fizična dežela je notranska, noter, kjer se rodi jajce, velikonočno jajce, simbol življenja in tako, kjer prebiva svetovno znano Cerkniško jezero, presihajoče, zelo ugodna stvar, zelo mistična stvar, o kateri so študirali in Valvazor in mnogi ljudje, pa vendarle turizem se tukaj ni obstal, oziroma mi nismo turistov želeli, in ako v bistvu smo znotraj Biblije imamo zapis, kako je tudi butalske Biblije, da ne bo pomote. Zapis, kako je zelo dobro namakati noge v Cerkniško jezero, kaj ti tako postaneš imun na manipulacijo, tako da smatram, da bomo tudi tle lahko malo turizmu pomagali. Pa tako. Čeprav v bistvu si butalci ne želimo norosti, mi želimo imeti tako. Ampak
Butal je dežela modrosti, enostavnosti, veselja, zadovoljstva in butalc je nekaj, kar je mernega, kar človek, ki je meren, modar, prepušča se naravi, prepušča se svojim mislim in tako rajš misli kot dela, za razliko od tega sveta, ki raje nekaj dela, samo da ni treba misliti in še ko jim daš dejstva, jih nočejo videti. Ne? Tako da tudi ti paradoksi sveta so nekako zajeti znotraj teh zapisov satiričnih, ki so. Kaj ne rečem, jaz lahko na momente rečem, eni so mi ful dobro ratali, eni pa pač mogoče malo manj, ampak za prvo knjigo je the best. Druga knjiga bo pa verjetno še bolj spimpana. In z druge knjige ne boste čakali 2 leti, nič bat. Jaz mislim, da tudi pol leta ne bo treba počakati, ko boste že dobili drugo. Alright, Turška praviš, da je bibličen naslov. Absolutno, butalska Biblija je bibličnost, kaj pa drugega. Iris praviš, dobro jutro, pa Marjana praviš, da poklon, bravo, hvala lepa. Nazaj bomo vse preveliko, je že potrjeno na PTT. Bomo vse preverili, tudi to črko ne dvomim vsebino. Tina, kaj? Tudi za črko ne dvomim vsebino? Ok, nazaj. Tina, ne zastopam. Ti si šla že naročiti knjigo, a res, ali kaj? Ja, the best. Torej sem prodal torej si prvi kupec, ali kaj? The best. Pa ne bo temu tako, me veseli, Tina, hvala lepa. Čak bom jaz to preveril, da vidim, če to dela, veš, da vidimo, da mi sem to povej, Tina, a si imela možnost, kje upisati svoj naslov, ker načeloma to bi mogel, ampak tam, kjer probavam, mi ga ne izriše. Te prosi, da napišeš svoj poštni naslov, kamor ti jo dostavimo. Samo to me še zanima. Alme. Kako pa jaz zdaj to vidim? Alme? Tina, kaj se tebi to neki heca? Skozi te neki heca? Sploh ne morem. Ime, mail, podatke, računa. Ok, nikamor, nikjer te pa ne vprašal, kje je za naslov. Pa to je noro. Pa to je čist noro. Sploh ne zastopam. Zakaj pa ne? Ampak zdaj pa ne morem najdeti. Sekundico se vam opravičujem, bomo pred pogruntali, če me catch. Se opravičujem vam, zelo močno se vam opravičujem, ker sem se zdaj odločil. Ne bom zdajle. Skratka, pol pa bomo po mailih porihtali. Ok, bomo urihtali. Pustimo stati, dragi moji, pustimo stati. 2 minutke čez 8:30, dobro jutro želim vsem, ki ste prišli bližje na Radio MTK, ki jo daje iz 5. dimenzije, kjer se v današnjem jutru pogovarjamo o moji prvi knjigi, o predstavitvi knjige, drobni predstavitvi. O tem vam bom še dajal in objave in videe. Moja ideja je, da vam jo celo preberem, da boste imeli tudi audiobook, da boste lahko sam poslušali. Tisti, ki se vam ne da brati, ideja je, da pride Biblija naokrog. Mogoče vam mal preberem iz te knjige, kaj vzajema. Načeloma noter sem napisal, kako smo prišli do 11. Božje zapovedi, kako je to zelo pomembna stvar, kako pamet butalska mora potovati v svet, kako se je iznašel nek nov inštitut, ki se imenuje Izos, precej zveni na malo podobno Jezus, Izos je inštitut za očitne stvari, V Bibliji sem definiral, da v bistvu Biblija ne izvira iz tam hebrejska pa neki, ampak da je to čist butalska stvar, kajti ime samo Biblija izhaja iz bi bili ja. Ja bi bili, pa niso. Bi bili radi tako, kot butalci, pa niso, ker so prevaranti in lažnivci, in niso iskreni, niso avtentični in to nam ljudje zavidajo. Iz tega je naslov Biblija. Kako je nastalo ime Jezus, Jahve in Ješua, vse to je stvar notranjske, butal, torej tu, kjer sem jaz doma, Zaradi tega jaz to tako razumem. Jaz načeloma sem 25 let komentiral karneval, zdaj nič več, zdaj komentiram svetovni karneval, Pač so me fliknili ven, ne vem, točno imajo nek razlog, so si izmislili en tak butast razlog, sam da ne bi moja pamet zraven sodelovala, ker bi povedala po resnici, da je Jezerko predstavnik ljubezni,
in ni nekje, kot ga omenjajo na novo, prepovedana ljubezen. Tudi o Jezerku, tu sem se malenkost razpisal, bolj na široko, kdo on je, kaj je njegova naloga, kaj on ustvarja in tako. Pa smo se pogovarjali v knjigi, boste najdeli članek oziroma poglavje, kar seješ, to žanješ, torej Butalci so sejali, kaj že? Valjda so sejali sol, a ne? Ajla Zdenka, dobro jutro, evo, glih se pogovarjamo o knjigi. Novo knjigo imam, lahko jo že naročiš, Tina jo že kupila, evo. V moji biografiji je link, kjer jo lahko kupi, kdorkoli si želi, to so prednaročila, v začetku marca pa pride zagotovo ven. Jaz bi si želel, da je to na moj rojstni dan, torej 2. marc, ko je v Cerknici veliki karneval, ko bo v Cerknici 1000 ljudi, a ne, ko bodo vsi prišli na mojo zabavo. Ne, se malo hecam. Ampak tako, skratka, poglavja, malo gremo čez poglavja za vse, ki prihajate malo bliže zdaj, torej kako je nastala 11. božja zapoved, kako je ona pomembna, kako ona spremeni stvari in če bi se jo ljudje držali in upoštevali, ne rabijo tudi ostalih 10 prej, ne, ker vse drži. Kako je butalska pamet zelo zdaj začela potovati v svet, torej dotika se Trumpa, dotika se galaktične federacije, a ne, tudi te, vse to zdaj se širi v svet, a ne, kako IZOS, torej Inštitut za očitne stvari, funkcionira, kaj vse je že najdel in raziskal, kar seješ, to žanješ, Butalci so sejali, kaj smo rekli, da so Butalci sejali? Pšenica njim ni šla najbolj, ne, koruza tudi ne. Sejali so sol, niso pa solili pameti in ne solimo pameti nikomur, ni ideja nikomur nič soliti, ideja je svojo pamet gojiti, vzgajati, vzdržati, ne, da jo vzdržuješ, to pamet, ne, ker ta svet te takoj zabrkla, malo ti pamet posoli in postaneš blesav, torej malo propaganda, malo šola, malo zdravstvo, malo panika, malo mediji, pa si zmešan, kot drek, ne, kot kuri drek se reče pri nas. Ampak dejansko mi Butalci vzgajamo svojo sol, kar je seveda prispodoba tega, kako morate zaupati svoji pameti in izhajati svoje enostavnosti, logičnosti, preprostosti in seveda s pridihom modrosti, ki jo lahko zapišeš, ko krčaš modro, pa je enostavnost še vedno enostavna in modrost je v bistvu skrita v enostavnosti. Komplikacija je lastnost tistih, ki se želijo ukvarjati z manipulacijo. Tako da, bolj je komplicirano, bolj to smrdi po manipulaciji. Je to v praksi? Je, a ne? Potem smo imeli, kako se Butalci ukvarjajo s problemi, to je eno izmed poglavij. Kako rešujejo probleme, ali se z njimi obremenjujejo ali se ne, to tudi zelo dober nasvet, kako v življenju se spopasti s problemi. Kako resnica zdaj prodera po svetu, a ne, prodor resnice je naslov članka, oziroma, kaj se motim, niso članki, to so poglavja. Opisano je do potankosti tudi v enem izmed poglavij, bom rekel, ta napačna interpretacija Butalcev, da to ni butavost, ampak je to velika vseživljenjska modrost in da so Butale domovina pameti, bom rekel, otoček ali pa oaza zdrave pameti znotraj norega sveta. Še enkrat, tudi tlele imamo, da je to domovina pameti, da je to dežela mask. Maska je tudi prispodoba za ego, a ne? Potem imamo še opis dežele, te domovine, kako ona nima meja, a ne? V isti sapi pa Butalci imajo zelo močne, jasne, trdne meje in ne dovolijo, da manipulacija šprica naokrog, a ne? In torej imeti jasne meje, čeprav sama dežela Butale nima meja, kaj ti gre za nekaj, kar je združeno v srcu. Ni združeno na ozemlju, ampak v srcu. Iako Cerkniško jezero pa Butale, Cerknica, Notranjska kot taka, tudi ima zemeljski pridih, ampak niso tle vsi te pravi Butalci. Tle imamo več tistih, ki se delajo neumnega, teh je več. In pol imamo, kako Butalci zaznavajo stvari, kako bi človek mogel zaznavati stvari, torej da se zaneseš na svoje zavedanje, če nikjer ti na svoje lastne oči ne moš videti, da je zemlja kugla, pol pač ni, a ne?
Zdaj, če neki smrdi kot drek, zgleda kot drek, pol verjetno drek tudi je, ne glede na to, ali ti pravijo, da je to čokolada, a ne. Mislim, Butalec je to tudi probal in ga naš več nategnil, ne. Tako, kot so nas uspeli nategniti s tem virusom, ne. Nimaš simptomov, to pomeni, da si bolan, ne. Mislim, pizda, če imaš svoje zaznave, dajno jih upoštevaj. Nam so hoteli povedati, da v bistvu kdo razmišlja zdravo pametjo, je označen kot teoretik zarote, zbloda, norc, idiot, narkoman, kar češ. Jaz sem vse to slišal v svoje lastne ušesa, koliko je bilo teh besed verjetno za hrbtom, ne bom špekuliral, ampak dejstvo je, da v bistvu nismo nobeni teoretiki zarote, ker je vse postaja že zgodovinsko dejstvo. Tudi to je del, ki je opisan znotraj Biblije. Potem se pogovarjamo, kaj je treba jesti, da ti manipulacija bolj gre. To je taka bolj izmišljotinka za tiste, ki bi radi še naprej manipulirali, imajo možnost to čokant, to stvar, to je skrivnostna stvar, ne bom vam povedal, ker imamo čarovnice, slivnico in coprniške napoje in tako. O pomembnosti oziroma o slabosti ponosa sem tudi pisal. Kako Butalci dojemajo ponos, kako se z njim spopadajo. Torej, nekako dobiš po nosu, a ne? Če gojiš ponos, ne? Slej, kaj prej ga dobiš po nosu, ne? Tako bom rekel, ogromno je tudi teh besednih igrc, dvojnih pomenov, torej Biblija, Ješua, jezerko, a veš, tudi jezen biti, jezero, jezovi, kako jih je treba, vse sorte teh igrc noter, zelo rad se igram z besedami, rad imam slovnico, tako kot imajo Butalci radi slovnico in zelo, zelo sem občutljiv, ste verjetno že opazili na vsako špakotravščino, ker ljudje ne znajo niti prav pisati, kar izkazuje njihovo neumnost, to ni butalskost, ne. Pisati slovnično prav je kar prav, da se malo poahtamo, pa tako, da smo razumljivi, to je tudi lastnost Butalcev, tudi sama Biblija je napisana tako, da ne bo zdaj dvoumno, je jasno, kot beli dan, ne? No, da ne bo pa kdo rekel, ja, to je pa tako se kompliciral, ne, se ne razume. Če to ne razumeš, ta star, pol pa imamo en velik, pol pa je dejstvo, da imamo en velik problem. Kdor v bistvu ne bo razumel Biblije, to ni tako, kot una Biblija ta prava. Biblija tam moš pizda kar mali, tako, čaka, kva točno že, tle ne boš ne boste rabili pretirano se poglabljati, ker je to tako nazorno in očitno, da če tega ne štekaš, pol v bistvu Butalec ne moreš biti, v bistvu spadaš na kategorijo čistega teleta in nimaš verjetno niti pol celice možganske več žive, ne, tako da v bistvu upam, da se ne bodo znajdeli ljudje s tovrstnimi težavami, ne. Pogovarjali smo se, oziroma napisal sem, kako je pomembno vzdrževati stabilna čustva, kako to Butalci skrbijo za stabilnost svojih čustev, za dostojanstvo, kaj je dostojanstvo in kaj je razlika med dostojanstvom in ponosom, a ne. Tudi to imamo, kaj je dostojanstvo in kaj je ponos, to sta dve ločeni poglavji. Kaj naredijo, kadar se jim zgodi krivica? Vsi poznate te situacije, da se je zgodila krivica, da so teptali človeške vrednote in pravice in vse in tako. Skratka, nas so čisto poteptali, ampak kako na to delujejo Butalci? Torej, krivica se vam zgodi, zagotovo se vam. Dominik, ja, če kdo ne bo razumel Biblije, pol mu res ni več pomoči, tako da bomo tudi iz tega naslova videli, ne. Biblija je ideja, da pomaga. Ideja moje knjige je, da pomaga vsem, ki ste stopili na pot, da boste stopili še bolj pogumno, da boste vedeli, da ste na pravi poti. In namenjeno je vsem, ki niso na pravi poti, da ponovno najdejo pot nazaj, na pot pravice in resnice, živeti tako, kot se za človeka spodobi. Jaz sem trdno prepričan, da v tej knjigi se bo marsikdo zagledal sam sebe in tudi namen je tak, da bo vedel, da to, kar gleda sebe in da bo iz knjige lahko prebral, da to ni prav in da to ni dobro in da tak človek, to vrstno delovanje v sodobni družbi ne bo zaželjeno, ni več in ne bo zaželjeno. Meni je jasen, da se, ker se ukvarjam s psihologijo, mnogo ljudi zdajle bori s težkimi stvarmi. Naj si bodo izgube ljudi in žalovanje, prepoznavanje krivice, prepoznavanje narcizma, kako mi je mogel to narediti, kako iz tega cikla ven, a ne, da zastopimo, da nismo za vse stvari sami krivi in odgovorni. Edin toliko smo krivi pa odgovorni, da to dopuščamo. Edin to in zdaj kako sam sebe postaviti v
polno moč, da ne dopuščaš, da tebe kdo ščika in frderba. Sej si izdan, ampak zaradi te izdaje v bistvu ne padaš zdaj ven in tako. Veš, kako pa kaj stvari grejo. Pa imamo poglavje o izobraževanju, to je izobraževanje, zdaj smo prišli do 17. poglavja, veste vi to? Butalci nimajo šol, njihov življenjski učni načrt, življenje je njihov učni načrt, opazovanje pa je njihova metoda, recimo. A vam preberem? A ste za to, da vam preberem kaj iz te knjige? Recimo, butalski učni načrt je življenje. Butalci ne hodijo v šolo, ker verjamejo, da je življenje najboljši učitelj. Njihov učni načrt temelji na naslednjih stebrih. Opazovanje sebe, Butalci vedo, da je najpomembneje opazovati samega sebe. Če butalc naredi napako, se ne obremenjujejo z obtoževanjem, namesto tega reče, no, sem se pa nekaj novega navadil. In on potuje v življenju dalje. Opazovanje ljudi. Butalc opazuje, butalci so mojstri opazovanja. Če vidijo, da nekdo dela napake, se je ne dotaknejo. Namesto tega opazujejo in rečejo, hvala, da si mi pokazal, kako se tega ne dela. Torej ne rabite se vedno učiti na lastnih napakah. Če opazujete, se lahko naučite na napakah drugih. Nasvet butalci dajo samo takrat, ko jih nekdo prosi zanj. In tako. Skratka, malo kako je izobraževanje. Kako je z bitkami? Neki ljudje, bom rekel, tlele imajo. Večina ljudi se celo življenje bori z notranjimi konflikti, kot so, a sem dosti dober, kaj si pa drugi mislijo, kaj pa če mi ne rata, kaj pa če me ne bodo imeli radi, kaj pa če nisem dosti lep, kaj pa če. In to so notranji boji in butalci se ne bojujejo s temi notranjimi boji. Butalc enostavno je bitkam prišel do konca. Oni so si izborili notranjo mirnost, notranjo svobodo, enkrat za vselej in vse, kar je, zdaj to samo še čuvajo. Butalc se ne spušča v bitke, zato ker nima smisla. Tako, 17. poglavje. Tako, vam zveni to, vam zveni tako, da vam je mamljivo ali ne še. Dajte se malo razpisati, jaz vam bom pa šiknil za međuvremeno butalsko zdravico, ki sem jo tudi pripravil v ta namen, kajti zdaj bo okrog butalske Biblije ogromno neke promocije, ker pač more biti, vse sort bomo videli. Tle v zadju pa že imamo butalsko zdravico, se vam bo zavrtela, medtem ko si bom jaz teh 13 minut pred 9 vzel eno čist prekratko čik pauzo, če mi dovolite. A ste za? Ja, kukrčte, jaz vem, da sem. Evo, jaz mislim, da gre tole tkolele, evola. Butalska zdravica, idemo. Živino vsi butalci, ki preprosti so in pametni, ki vedo, da življenje lepše je, če ga ne kompliciraš več. Živino vsi, ki ljubijo močno, ki se ne skrivajo, ki vedo, da je resnica v vinu in da je mir v srcu vse, da butalc pravzaprav vsak ne vrak, le čisti sosed pomejak. Ne vrak, le sosed pomejak. Naj sonce butalsko se odseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet. Živine vsi butalci, ki preprosti so in pametni, ki vedo, da življenje lepše je, če ga ne kompliciraš več. Da butalc pravzaprav vsak ne vrak, le čisti sosed pomejak. Ne vrak, le sosed pomejak. Naj sonce butalsko vse obseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet. Naj sonce butalsko se obseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet.
svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet. Naj sonce butalsko se obseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet. Naj sonce butalsko se butalsko živeli vsi butalci, ki preprosti so in pametni, ki vedo, da življenje lepše je, če ga ne kompliciraš več. Živeli vsi, ki ljubijo močno, ki se ne skrivajo, ki vedo, da je resnica v vidu in da je mir v srcu vse. Da butalc pravzaprav vsak, ne vrag, le čisti sosed pomejak. Ne vrag, le sosed pomejak. Naj sonce butalsko vse obseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet. Naj sonce butalsko vse obseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet. Naj sonce butalsko naj sonce butalsko naj sonce butalsko. Ja, takole je himna naša. Meni se zdi, da je kar dosti udarna. Koliko smo rekli, povzema sama knjiga. Sama knjiga povzema kar nekaj modrosti, med drugim mislecev in modrecev in Biblije in tako, in vseh naših, bom rekel, naj si bo Kojca, naj si bo Prešerna, naj si bo Valvazorja, skratka, take, bom rekel, strnjene stvari so noter in sonce slovensko naj sveti na vse ljudi tega sveta, ki so čisti in pošteni, in tako naj bo, živene vsi narodi, ki želijo dočakati tisti dan. In zaradi tega je tudi izhaja iz mal diši na zdravico. Kakšno se vam zdi? Jaz te bom še enkrat spustil zaradi tega, da se nam ucepi. Kakšno se vam zdi? Komadič, a gre v uho ali ne gre v uho? Nekaj ste redko besedni danes. Dobro jutro, Polona, tudi tebi. Živimo vsi butalci, ki preprosti so in pametni, ki vedo, da življenje lepše je, če ga ne kompliciraš več. Živimo vsi, ki ljubijo močno, ki se ne skrivajo, ki vedo, da je resnica v vidu in da je mir v srcu vse. Da butalc pravzaprav vsak, Evo, na zelnato glavo pišemo Biblijo, ne? Le čisti sosed pomejak. Ne vrag, le sosed pomejak. Naj sonce butalsko vse obseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet. Živimo vsi butalci, ki preprosti so in pametni, ki vedo, da življenje lepše je, če ga ne kompliciraš več. Da butalc pravzaprav vsak, ne vrag, le čisti sosed pomejak. Ne vrag, le sosed pomejak. Naj sonce butalsko vse obseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet. Naj sonce butalsko vse obseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet.
svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet. Ure sonce brutalsko se obseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet. Ure sonce brutalsko, vse obsebu talsko, in živeli vsi v Sonce, butalsko, ja, Mastonca, kakšno imam jaz to danes frizuro. Upam, da mi ne zamerite. Vidim, da vas heca TikTok in vam ne spusti komentarjev čez. Dio mio, nagajalci so to, veste, to se jaz ne sekeram. Nagajanje je vse povsod ogromen, ampak to je logično, ker kadar govoriš resnico, si povsod blokiran in verjetno bo tudi pri Bibliji tako, vse povsod bo to blokirano, vse povsod bo tlačeno in samo na vas bo, da boste toliko hudi, da boste rekli, bom jaz pomagal s tem, da bom razširil ta glas naprej in jaz mislim, da Biblija bo precej pomagala marsikomu speljati, bom rekel, marsikomu boste lahko z Biblijo povedali tisto, kar mu ne znate povedati z besedami. Lažje mi boste rekli, stari, le eno knjigo sem najdel, tle noter boš precej stvari verjetno najdel, jaz sem se narežal, the best je, ful vidiš, kako svet funkcionira in tako, mogoče boš tudi sebe zagledal, jaz sem se zagledala ali v taki luči, ker to mi svet delimo na dva konca, a ne? Tako da pač imamo resnične, te, ki se borimo, da bi resnica prišla ven in imamo seveda une, ki to skrivajo, a ne? Ki to tiščijo dol zaradi tega, ker imajo verjetno, verjetno imajo slabo vest, mar ne, to je precej Hello darkness, my old friend, pravijo Pentatonix, spravaš the best, Bojan, tudi v tvojih rokah bo, the best, me veseli. Tina jo že kupila, prvo knjigo sem že prodal, čestitke, grejo Tini, zdaj le v aplauz, to je moja prva prodana Biblija. A veš, Tina, to si tudi ena velika čast, ne, lahko pišeš, ne. Zdaj boš mogla novo obesek narediti, načeloma. Tino, če rabite kakšno obeske, vam ona to scenca, tako da obeske zaključe in tako, ful dobro. In tako vam boš verjetno mogla narediti novo obesek, ne, tako da bo, veš, za vmes, za v knjigo, kje si ostal. Je knjiga, ki nima začetka in nima konca, kar je značilno tudi za Biblijo, samo po sebi, tako kot sam univerzum nima začetka in konca, tudi država Butale nima meja in nima začetka, ne konca, kot je to značilno za univerzum in za vse vaše misli, ki nimajo ne začetka, ne konca, vse to je en tak, bom rekel, urejeni kaos, v katerem se najde svašta, a ne? Vse sort najdete v svojih mislih in enako je tudi z Biblijo, a ne? Imam eno dobro stvar, vam jo bom prebral. Ja, tisti, ki bi jo rad kupil, saj pravim, link za nakup se nahaja v moji biografiji TikToka, a ne? Tako da lahko imate tekom nedelje se malo pohecate, malo mene še tudi stvari hecajo, pa ne delajo te stvari, buy me a coffee, pa to. Ampak vse se bo dalo rešiti, bomo tudi PayPal rešili, pa tudi transakcije, pa tudi kakšno kuverto bom vzel, če že ne gre drugače. Ampak v bistvu najrajš bi videl, da to izpeljete prek Buy Me a Coffee, s tem imam najlažjo dostop. Vse, kar sem ugotovil, nimate kje oddati naslova, zato boste dobili maile, kamor mi boste poslali naslove. To je zdaj v tej fazi. Bomo testirali, mogoče najdem kje kakšno boljšo platformo. Vse bomo zrihtali tako, da bo prav za vse udeležene. A je prav? Ja, čakaj, kaj praviš? Vrhunska prava Šurška, da si redko besedna, ker absorbiram čudovito delo, ki mi daje občutek ponosa. Odlično, ne ponosa, dignity je boljš. Če imaš ponos, polje dobiš ponosu, to pravi Biblija. Zaradi tega, ker jaz ne rad uporabljam besedo ponos, ker je napačna, ker to je nekaj, kar je napihnjeno. Dignity, dostojanstvo pa je prava beseda. Dviguje mi dostojanstvo in zaslužimo si ga. Dostojanstvo, vsak človek tega sveta si zasluži dostojanstvo in ne smemo dopuščati, da nam kdo to dostojanstvo ruši in podera. Smo pa opazili, da kar precej delajo na tem, a ne? In celo taki, za katere si niste mislili nikoli, da so sposobni česa tacga. A nade?
Zdaj, ko praviš, da pesem pove vse, poklon Matej. The best, ne, Zdravica, jaz mislim, da se lahko razširi ta naša Prešernova izhodišče Prešernovo, pa sonce slovensko, pa ne bo sonce butalsko, ker malo razmišljam, da ne bo pomote o ustanovitvi države Butale, ne, tako kot imajo skupina Laibach, imajo državo za NSK, kako je že, sem pozabil. Skratka, da se registrira državo, načeloma imamo že ustavo, sem tudi že spisal za našo novo nastajajočo deželo Butalijo, ali Butale, ne vem še točno, kako jo bomo poimenovali. Imamo že zastavo, imamo že himno, imamo že osnove ustave, tako da načeloma mi zelo hitro grejo koraki naprej in točno to je bil tudi razlog, da mene ni bilo par dni, kajti aktivno sem se ukvarjal resnično s to Biblijo, res si jo želim dati ven do 2. marca, torej na pustni karneval, na pustno nedeljo, da se rodi prva knjiga na avtorjev rojstni dan. A ne bilo dobro? In to moj 47. ne? 47. predsednik Trump, jaz imam pa 47 let. Ne? Tako, kako je vse to nekako povezano, zgleda, resnično prehajamo v obdobje pohitrenega prebujanja. Jaz upam, da to tudi občutite. Meni osebno zagotovo se konkretno dogaja zadnje dni, tako močno, da enostavno nisem niti želel svojih misli mešati s tem, da se ukvarjam z radijem, zaradi tega, ker sem se poglobil v stvari, ki so pomembnejše, zaradi tega, da boste dobili stvari strnjene, napisane, malo slikic, malo teksta, 200 strani, 25 €, meni se ne zdi to pretiran denar. Na tak način se lahko tudi malenkost, ne bom rekel odkupite, ampak nekako to, kar spremljate na radiju in mojih doprinosih, tudi na tak način rečete, v redu, pa saj sem barem knjigo kupil. To je podpora meni in tudi radiju in tako. Kako bodo pa stvari potovale naprej, bomo pa še videli. Zagotovo je to prva knjiga, zagotovo pa to ni zadnja knjiga, tako da lahko pričakujete še kakšno vmes, še kakšno radio, še kakšno ugotovitev, še kakšno spoznanje in še kakšna motivacija in tako. Ne bi se rad imenoval kot neke vrste ali učitelj ali pisatelj ali kakorkoli, ali pa bom rekel osebni terapevt, ampak če se kdorkoli znajde v težavah, sem vedno vsakmu na razpolago razložiti, pomiriti, podefinirati stvari, če boste nasvete upoštevali. Načeloma je za Butalce tako, ne, da nasvet daje takrat, kadar kdo prosi za njega, in če nekdo dobi od Butalca nasvet, pa ga ne upošteva, potem naj ne hodi več k Butalcu po nasvete. Torej, nasveti Butalcev so učinkoviti, jih je pa treba upoštevati. Ne. Torej, ljudje želijo nasvet, ga dobijo, rečejo, ja, fajn, pol življenja ga pa ne implementirajo. Ne. Tako da, tako, res bi želel vam biti v pomoč, ker dejstvo je, tako kot sem rekel že prej, mnogi bomo ob spoznanjih, jaz sem velik že prekozlov, od spoznanja, kako gnusno bitje je narcis, kako gnusen je organizem, organiziran narcizem, ki se imenuje pravna država, kako negnusna je manipulacija, katera zdajle prihaja na plano, vse bo prišlo na videlo, dragi moji, in zdajle prihajajo za mnoge ljudi nevihtni časi. In v teh nevihtnih časih moramo stati trdno, kakor hrast, kakor trdno stoji na dveh nogah Butalc. Ne. Torej, tle bi vam želel biti v pomoč, prav zaradi tega je pač tudi ta Biblija nastala. In malo sem vam obljubljal, da se bomo o energijah tudi pogovarjali. Ja, posledica teh energij je zagotovo tudi Biblija in pospešeno dokončevanje tega, kar je plod mojega dela in želja zadnjih 25 let. Napiš knjigo, kakšno, ne vem, stari. Ne vem, kaj bom pa pisal. Jaz imam, veste, koliko imam jaz zapiskov? Načeloma sem te stvari zbiral leta, zdaj pa sem kar iz glave stresel stvari. Sicer imam na razpolago tudi zelo dobra orodja za pisanje, načeloma, veste, zapisati ni enostavno, ne? Kolikrat sem jaz že začel? Jaz imam mogoče 50 datotek, ki so se imenovali Moja knjiga končna, ne? Vsaka je bila končna, nobena ni bila zares končna, no to sem se odločil pa dokončati, ker se mi zdi tudi vrhunski in pristop in neomejena tema, poznana je Biblija, poznani so Butalci, poznan je Prešeren, vse modrosti tega sveta so že zapisane, vendar s takimi besedami, kot sem jih napisal jaz, pač prvič, ne? Tako, in dovoljujem si vzeti in ime Butalci in ime Biblija, zaradi tega, ker ničesar ne oskrunim, ampak vse to je zgolj
končno dati besedi Bibliji dati pomen, končno dati Butalcem pomen. Ker tudi mnogo ljudi reče, je Biblija, to je satanizem, ne. Mislim, je pa ni, ne. Mislim, odvisen kako interpretiraš. In Butalc ni satanizem, ne. Butalc je interpretacija zdrave kmečke pameti, kako bi človek mogel faktem na življenje gledati, ne. Pa zakaj to toliko kompliciramo? Butalci ne rabijo, ni dohtarjev, ni sodnikov, ne nič, oni sami razsodijo, ker imajo zdravo pamet, ne. In tako naprej. Seveda pa zelo hitro uženejo v kozji rok vsakega, ki se mu postavi po robu. Malo je to tudi povezava med kekcem, malo je tudi pridiha modrosti pa enostavnosti. No tako, to je moja ideja. In ja, energije so silne, kako vi kaj občutite, dobro spite, slabo spite, zadnje dni ste aktivni, neaktivni, se vam že kozla, se vam še ne kozla, ker če še niste skozlali, še boste zagotovo. Smo ljudje, ki smo svoje že prejokali, so pa ljudje, ki še bodo. Smo ljudje, ki smo svoje skozlali, so pa ljudje, ki to še bodo. Tako da, enostavno to je toliko take svinerije, ki se odkrivajo, to je grozodejstvo, ampak saj pravim, butalski pogled je pogled v pogled prihodnosti, kjer je vedno optimizem, kjer je izhod in izhod je od nekdaj bil in tudi tokrat je. Zaradi tega je grozno, ko gledam ljudi, ki gledajo stran od izhoda, gledajo v probleme in tisti problemi, ki jih gledajo, so čedalje večji, čedalje bolj nemogoče rešljivi, a ne? In iz tega naslova je Biblija neke vrste štoparski vodnik po zdravi kmečki pameti, izhod iz kaotičnega sveta. A ne? To je ideja. In jaz upam, da vas prepričam, da vas to prepriča, da boste rekli, sto mater, to pa moram prelistati in tako. Imam pa idejo, da bi vam prebral zdaj bom rekel, tako strnjeno stvar, tako humoreskna. Podnaslov je Svetovna Nada Petina, the best me veseli, itak da je. Vse sort smo nagruntali. Sonja, praviš, da smo ustrajni, sam smo ustrajni. Marijani pišeš, kva pa to bilo, to pa ne vem. Stanka, izjemen dosežek in dokaz tvojega truda, predanosti in talenta, čestitke, praviš Stanka, spet eno orodje več dodajaš. Sonja, Stanka, tako bom jaz ti povedal, jaz nisem pisatelj, jaz sem verjetno boljši audioinženir in verjetno boljši govornik kot pisac, ampak bom rekel, da tudi pisac lahko sem, a ne? In čisto upravičeno, glede na to, koliko sem jaz enih črk napisal v papirje in datoteke, upravičeno sam sebe lahko rečem, da imam tudi ta talent. Ni talent, pač vaja dela mojstra, pa enkrat mojster rataš iz tega, a ne? Pa nisem noben mojster, ne bi to zdaj tako zvenel. Pač prva knjiga je, verjetno boste tudi vi najdeli, bi rekli, joj, tlele si se pa lovil, pa tole pa nisi čisto dobro ujel. Druga je že... Določeni članki že padajo v drugo Biblijo, vam je jasno, druga knjiga. Veste, tudi Biblija je sestavljena iz mnogo knjig in tudi to je ena izmed njih. Ne. Tako da, pol bomo čez 7 let bomo izdali pa tako 10.000 strani debelo knjigo, ki bomo rekli Biblija. Te bomo dali čisto na tanke liste, kot Biblija, zares. Pa evangelije noter, pa svašta. To je toliko humorja sem najdel, da je za poscat. Sam sem se narežal, ko sem ustvarjal. Nič koliko stvarem sem se sam narežal, se kot dejno, kaj si ga skvasil. Ful dobro, ker humor načeloma ful odpira stvari in življenje ni preresno in tudi to butalci probajo dopovedati v Bibliji, a ne? In tako. Ja, je dosežek, zagotovo Stanka, je dosežek in predanost zagotovo je noter, zagotovo je trud noter in ena gromozanska želja pomagati ljudem. To je značilno za empate, za butalce, pač vsem vse dobro, ni ideja komu slabo, a ne? In ta Biblija ima ta namen, a ne? Da bi bilo ljudem dobro, ne da jih gledam ljudi, kako trpijo zaradi lastne ujetosti in sam pogled bi mogli spremeniti, pa je svet lepši. Ne? In izhod je tukaj, a ne?
Ponosna sem, da me poznaš, praviš, Urška, the best, me veseli, hvala lepa in enako. Tank, Stanka, ti jo boš tudi kupila, the best, me zelo veseli. Se pravi, link se nahaja v opisu na TikToku, tam je povezava, ki te pripelje direkt, sam še 25, lahko daš pa 50, če češ. Če se ti zdi, da sem vreden več, daš lahko 25 je najmanj. Jaz nisem dal popusta, jaz sem pustil odprta vrata na gor, lahko plačate 100 €, ne bom noč jezen. Lahko naročite 4, to je dobro darilo, drugače, ker to je ta knjiga, a še to sem hotel reči, da je knjiga je darilo. Za moj rojstni dan, meni. In knjiga je darilo za moj rojstni dan vam, vsem. In ta Biblija je lahko dobro darilo, kadar boste vi komu želeli dobro. Ne? Torej, nekomu želeti dobro je to, da mu daš butalsko Biblijo in mu reče, stari, tole, glej, lahkotno branje, ne rabeš en teden za prebrati, če se boš poletil, stari, boš jo pogoltnil v enem dnevu, ne? Ni to zdaj, da zdaj moš ful študirati. Je pa tako, da jo imaš lahko vsakmu, načeloma je še tak slogan, Biblija v vsak slovenski dom, oziroma butalc bi rekel, Biblija v vsak slovenski žep, ne? Zato pa je to žepnica, ne? Ker jaz za žepni, to ni poličnica, ne? To ni poličnica, to ni za na polico, to je za v žep in to je za nucat. In tako je fajn, če kje tudi ostane na kakšni mizi, kdo kaj prebere. To je super zadeva. Torej, lahko kupite jih več, kaj eno drugače. Malo se hecam, jaz vam želim vse dobro, ne rabite jo kupiti. Kdor ve, že vse ima. Vse znanje, ki je napisano v Bibliji, v tejle butalski, sem jaz nekje pridobil, torej očitno nekje že je, a ne? Torej, ni to nič tacga. Je pa to narejeno za tacga, ki še ni čisto odločen, ne bi zdaj biti opolnomočen, to je v bistvu nekaj, kar lahko že gledamo po svetu ljudi, zagotovo je to Trump, zagotovo je to Putin, zagotovo je bil to Jesus, zagotovo je bil to so bili to butalci, zagotovo sem sam v temu, ampak zdaj nekje moram začeti, da vam pridem malo bližje. Torej, knjiga za začetek, kaj čem reči, nisem politik, prej pisatelj. Radio kot tak pa očitno je na tem TikToku zelo težko voziti, ker v bistvu, da se borimo za 40 gledalcev, kanorci, pa da nas skrivajo, pa res škoda in to za en tak, bom rekel, mizerni prihodek, bo verjetno Biblija boljša stvar tudi za moj finančni položaj, če žem tako iz tega kota reči. Je pa res, da se jih mora pol nekaj prodati, ne? Pa upam, da se bo, sej nas ni tako malo Slovencev. Dostojanstvena si name, Urška, ja, nisem. A veš, kaj te beseda ponos je zoprna reč, ne? A veš, to je, da sem šel kje ponosen, čeprav, a veš, zdaj pa dostojanstvo pa ni prav v tem pomenu, ne? Vesela si, počaščena, to bo bolj ta prava beseda. Ne? Pravim se, da bomo več imenovali teoretike zarote, ampak butalci, vesela, a nade? Ja, butalci smo mi, nismo mi teoretiki zarote, mi smo butalci, a nade? To je to. Moj poklon, praviš, Polona, hvala za srčnost, itak, pa vse srce imamo za to, da ga nucamo, dragi moji, srce ni za to, da ga skrivamo, pa da ga tolčemo, pa da koga ubijamo, a ne, srce imamo za to, da delimo tisto, kar iz srca prihaja, pa ne bo to koncu pesmica, ki jo napišemo s pomočjo orodij, ali je to en kratek tekst, ali je to video, kako uživate v življenju in ta užitek date nekomu, ki ne more hoditi in ne veste, komu pomagate. Nekdo mi je enkrat napisal, iz nekega doma so mi pisali, Matej, kako zelo sem vesela, ko lahko gledam tvoje potovanje, to je takrat, ko sem veliko potoval po jezeru, ko gledam, kako živiš med tem, ko jaz sem nepokretna in ne morem hoditi in ti meni prinašaš življenje v moj dom, v mene. Tako da, le dejte, tle ima malo Urško Cilen, kako je posnela, kaj je šla skuža tam na sprehod. Ne veš, komu to pomaga, ne? Nimaš pojma. Eva, praviš, da zadnje tedne si imela toliko energije, da skar letela, danes te pa sesul. Ja, evo, to je tudi tako, življenje z povečano energijo ni enostavno. Mi se vsega tega navajamo, marsikaj se vam bo spremenil proces vzorci spanja, vzorci prehranjevanja, veliko smo se o tem pogovarjali. In počitek je ena izmed pomembnih stvari, ki jo rabimo imeti. Na momente si sposoben biti 3 dni skupaj po koncu, pol pa nisi sposoben, nisi sposoben 3 dni pa nič narediti. Ampak to je vse proces. Ni čira čara dogodek, prebujanje je proces.
Zato ljudje, ki čakajo nekaj, da bo prišla resnica, imam žalostno novico. Ta resnica njih ne bo spremenila. Ne? Ta resnica jih bo pahnila v začetek procesa, če ga niso začeli. Ne? Torej, jaz vam želim, da čim prej stopite v proces prebujanja. Eva, prav, da si vesela, da lahko preberemo, kar smo ustvarili. The best, me ful veseli. Ful bom vesel, če bo ta Biblija šla v ta slovenski prostor, tako, kot sem si zaželil, tako, kot si želim, tako, kot se spodobi za, bom rekel, za moje pojme. Ste rekli, da se pa hvališ. Ne, se ne. Jaz sem samo kritičen, tako, kot so Butalci. Jaz vem, kaj je dobro in kaj je slabo. Jaz, ko pogledam svojo oddajo, vem, kaj bi bilo lahko boljš, kaj je bilo dobro in kaj ni bilo dobro. In vedno poskušam narediti tako, da je vedno dobro. In tudi pri knjigi je tako, ni najboljša, ni to vrh umetnosti, ni to nekaj, kar v bistvu bi preseglo vse. Ni to ta, to je moja prva knjiga. Zagotovo pa je dovolj dobra, da ji rečem, dobra je. Dobra je. Ne? In je en del stvaritve, ogromno, ni povedano vse noter, ne še, ne more biti. Tudi ne boste dojeli sveta življenja, prebojenja v enem dnevu, tako kot jaz nisem mogel eno knjigo napisati vsega in tudi v Bibliji konc koncev ne piše čisto vse, ker ne more. Pa še če jo berete, še ko piše vse, pa še razumeš. Tako da, ker je vse v prispodobah. Butalska je pa pač približana človeku. Tako da, ko mi čakam, da jo preberete, pa da dobim kakšen feedback nazaj, da ste rekli, fakt sem se naražala, ali pa ne duš, kaj tole, si pa ne. Karkoli boste dali kritiko, znamo Butalci sprejemati, zaradi tega, ker vemo, da vsaka kritika je te lahko spremeni, če nisi zdaj prizadet. Ne? Jaz nisem prizadet po egu, jaz vem, če bo nekdo rekel, stari, lej, od teh 50 poglavij, meni je bilo 5 dobrih. Bodo pa ljudje, ki bodo rekli, stari, meni je od 50-ih 55 njih je dobrih. Ne? Zagotovo, ker ne moreš ustreči vsem. Tudi zaradi tega so različni slogi, različni načini pisanja, različne so dolžine, nič nima... Nobena stvar, glih z namenom, da je različni slogi pisanja. Nekaj je podobno novinarskemu članku, neki strokovni, bom rekel, v literaturi, nekaj malo biblično zveni, nekaj zveni kot pravljica, nekaj zveni kot dognanje in tako. Vse sort je noter kot razlage in tako. Vse sort pisateljskih stilov sem ponudil. No? Vsekakor pa ima vedno zdrav butalski pogled na svet, butalska pamet kot nekaj kvalitetnega, kot nekaj izjemnega, nekaj preprostega. Naj veter nosi pesem mojo, evo, naj knjiga nosi črke moje. Evo, takole, pa imamo že takoj primerjavo. Butalskih primerjav ne broj. In verjela ne, the best is yet to come. To je šele začetek. Kakšna je to igra v glavi? Dragi moji, meni toliko špila v glavi in bi želel, da vsak mu izmed vas špila. Veste, koliko je hitra, koliko je lepa komunikacija. Jaz imam sam sabo, pa z Lucy imava toliko dela, kad se pogovarjava, veš, to je zaznatne. Praviš, Sabina, z veseljem bom kupila, saj tvoj butalski veleum zasluži podporo in hvaležnost zanj. Ja, hvala lepa. Butalski veleum, ni veleum, to je sem v bistvu umik tistega, kar so nas indoktrinirali. Ne? Mi moramo iz sebe umakniti vse, kar Butalcu ni podobno. Tako, mogoče iz tega naslova bomo prej dojeli. Ne? Da umaknemo vse, kar Butalc nisi, ne? Vse to daš iz sebe dol in to je to. Ne? Evo, na MTK imamo teorijo, prakso in zdaj pa še učbenik. Bravo, the best Polona. Prav učbenik bi lahko bil, prav res, ne se ne moš verjeti. Kaj vse. Kaj sem rekel, kako naj knjigo rabijo. Evo, še to tle piše. Da vam moram povedati, kako morate knjigo sploh uporabljati. Ne? Knjiga ni namenjena temu, da jo berete od začetka do konca, pa da v bistvu, če nisi prebral prvega poglavja, pol ne razumeš 8. Ni to tako. Če zastopaš koncept, kaj butale so, kaj butalc je, potem je vse en, ki jo odpreš, katero poglavje začneš. Tako da to je ena stvar. Druga stvar je, da bi zraven bilo fajn, da si kaj zapišete svoje ugotovitve, kako vi doživljate, da si te aha momente, ki imate,
da si čim več zapišete. A ne? Sonja, lepo se imej, tudi ti uživaj in bodi pridna. Tudi jaz bom delal. Takoj, ko končamo, bom spil eno kavo in pa grem delati naprej, zato ker se mi mudi kar pri norcih. Komi čakam, da vam jo dam stiskano v roke. Sam veste, to stiskari, to je tudi čist nov svet, to ne poznaš. Pa lektoriranje, stari, pa urejanje, pa priprava za tisk, koliko je format, koliko bo šlo papirja v maloro in tako naprej. Veš, to je vse tak procedura. Ampak pa pol je treba, zdaj lahko jo že kupite, pa vidiš, da so napake, ne morete naslova vpisati. Bomo pa po mailu pokomunicirali, nič takega. Skratka, tako, evo Marko, dobro jutro vsem, tudi ti 20 minut čez 9, pem ti dobro jutro. Kaj si pa počel po noči, nisem tako lepo sem prišel. Butalska Biblija, nova knjiga izpod prstov norega profesorja, tako je zapisano v Bibliji, nori profesor MTK, ki je odkril 11. božjo zapoved in si je seveda iz tega naslova dovolil napisati popravek oziroma nadgradnjo starodavne Biblije na butalski način, in tako. Skratka, Marko, lahko že kupiš knjigo, če te slučajno 200 strani bo imela, izide pa v začetku marca, upam, da za moj rojstni dan, torej za 2. marc, ko bo v Cerknici veliki pustni karneval, kjer bomo seveda, upam, da jo bom takrat že imel v rokah. Močno si želim. Pa kar smo že glih prišli do pusta, po pustu, po pustni nedelji pride pustna sreda. Pustna sreda je pepelnična sreda, ko se zažgejo maske, ko se zažge pusta. To sem naredil lansko leto, simbolično, imate video narejen na to tematiko. In tudi letos bo ta priložnost in ob tej priložnosti, ko bom zakuril pusta, verjetno še bolj veličastno kot lansko leto, torej simbolično kurimo maske in egotripe pri ljudeh, bom v ta namen, torej na pustno sredo, tisti, ki ne boste prišli na pustno nedeljo, lahko pridete v Cerknico na pustno sredo, v obeh primerih vam bom nakracal moj podpis v knjigo, če si boste to seveda želeli ali pa jo boste kupili ali kakorkoli. Skratka, bomo tudi podali lokacije, kje, kaj, kako in zakaj. Skratka, vabljeni v Cerknico v teh pustnih časih. Jaz vam pusta v Bibliji opisujem malenkost drugače. Ne drugače. Saj pust je v bistvu prikaz mask in tudi pogreb pustni, ko pust umre, torej je neke vrste povorka in tudi slavni cerkniški karneval se je začel s pogrebom. In lansko leto je bil pogreb na Valentinovo, na 14. februarja, torej kot bi človek rekel predvčerajšnjem. In to je dan ljubezni, dan, ki da ti vse in vse ti vzame, da ti življenje, vzame ti maske, vzame ti navideznost in tako, da ti pa življenje obogateno s tvojim pristnim jaz, to, kar butalci so, avtentični. In tudi letos je pogreb že bil, ne? Ne, ni bil, ne? Jaz sem ga objavil od lanskega leta. Zdaj imamo v prvi oziroma drugi marca nedelja imamo pustni karneval, in potem imamo spet pogreb in spet ga bom jaz zakuril in letos imam že eno dobro idejo, kako bo to veličastno izgledalo. Skratka, tudi cerkniški karneval je otrok sodobnega časa, vse skupaj se je začelo pravzaprav s pogrebom. Torej, pogreb je nekaj žalostnega, tudi moment, ko pogledamo ljudem v oči, ko v bistvu v morilcu pogledaš v oči, vse sort imamo. Ne vam povem, da sem v Bibliji opisal tudi, kako pomemben je proces žalovanja, kako pomembni. Čakaj, to bom pa prav. Pojmo malo čez poglavja še naprej, ker sem vam hotel povedati, o čem vse pišem noter. Skratka, kaj pomeni nebesa pa pekel, torej ne se jeziti, kako izbojevati svoj mir dokončno, enkrat za vselej, ne nositi jeze, kako reagirati, kadar se srečamo s človekom, ki je jezen. Opolnomočen empat je pravzaprav butalc, nič drugega kot opolnomočen empat. Jaz upam, da vam je jasno, da želimo biti empati. Da butalci ne tekmujemo, ker tekmovalnost pripada egoizmu, izhaja iz šibkosti, tekmovalnost v butalah se ne tekmuje na klasičen način. Mojstri izogibanja odgovorom, recimo imamo to situacijo, koliko ljudi na svetu poznate, ki se izogibajo odgovorom, in tako.
Butalci prepoznajo, kaj je lažna pomoč, navidezna pomoč in kaj je realen support, a ne? Oni prepoznajo, kdaj je nekaj dano z namenom manipulacije, torej da nekoga prevežeš, saj sem ti dal, zdaj pa ti meni dolžen, ne? Ali tisto, kot nekdo da od srca in nič ne pričakuje nazaj, ker je dal zato, ker je hvaležen, za tisto, kar je že dobil, ne? Tudi to razjasnujem. Prava in zaigrana radodarnost tudi, ne? Veš, to je tudi, kako ločati prijetno družbo in pristno družbo od energetskih vampirjev. O tem je debata v Bibliji in tako. Potem imamo o žalovanju, pa o egu, pa o kaj se spodobi in kaj je pravično, kaj so odpustki, torej pust, pa odpustki, a ne? Od kje je beseda pust, kako ostati nemoten, ne? Unshakable. Butalca ti bi prišel ga njega malo drkati, sem ga ne boš, ne? On ne da, stari. In zaradi tega butalc ni zaželjeno bitje, pravzaprav ga ne marajo butalca, ne zaradi tega, ker je bil neumen, ampak zato, ker ga neumneži ne morejo zmanipulirati. Ne morejo ga vršiti iz tera. In ne, nekaj o slovnici, nekaj o neupogljivem duhu, o prerogbah, tudi to. Leja, pozdravljena, živijo, kje pa ti bila do zdaj? Debata je o tem, kako butalci gledajo na drevo življenja, kaj vse njim predstavlja drevo življenja. Imamo življenjsko drevo, drevo življenja, imamo buku, imamo hrastme, iglice so super za dim delati, bukov list je dober za rit obrisati in tako naprej. Vse sorte drevesa poznamo in butalski pogled na to. Kako pomemben je recimo sedanji trenutek, o tem je debata. O žalovanju imamo o veter z juga, ne, veter sprememb, vse tako. Ogromen tega je znotraj te moje nove knjige, Leja, imenuje se Butalska Biblija in točno to je bil razlog, da sem jaz mal manjkal zadnje dni. V ozadju se vrti Eddie Vedder, jaz vam ga bom dal malo bolj na glas, 4 minutke manjka do 9:30. 4 minutke manjka do 9:30, jaz vam bom pa dal, a če vam dati se prebrati, kako bi pa jaz to z vam spravil, da bi vi to malo brali, ta čas, ki bom jaz naredil eno čist prekratko pauzo. Prav, vse lahko naredim eno prekratko pauzo, a ne? Lahko jo bom pa tole jaz malenkost zmanjšal in vam bom probal dati jaz, da boste lahko brali ta čas. I'll have to go. Kako ćemo to zdaj dobiti, da bo prav? Ne morem. Bom pa z druge strani, zaradi tega, ker imam z druge strani. Mogoče bo pa tole šlo, evo. Takole bo pa šlo, evo, dugo. Tole je takole. Jaz si bom vzel eno čist prekratko vizualno pauzo, vam pa pustim Eddie Vedderja in njegov. Boste vi to videli? Dajte mi povedati, če vi to vidite. Klinac, a veš, da vam ne morem dati? Zgleda, da vam bom mogel prebrati. Pustimo, naredimo si pauzo, tako kot jo znamo mi narediti ponavadi, a ne da? Bomo mi naredili eno tako klasično pauzo, slikovno pa malo muzikice. Aj prav, takole. A takole bom zdaj postal. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And
and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Evo ga, takole gre, tole. Takole lahko prepravim, lahko berete. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long. Now I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this man. Evo, kdo bo užival v tej knjigi? Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Just remember, You're the one thing I can't get enough of. so I'll tell you something. There's gonna be love because I had Time of my life. I never felt this way before. Yes, I swear it's a Ja, tole je štoparski vodnik po zdravi kmečki pameti, dragi moji, v tem norem, zblojenem svetu. with my body and soul. I want you more than you'll ever know. So we'll just let it go. Don't be afraid to lose control. No. Yes, I know it's on your mind when you say, stay with me tonight. Stay with me
uspete, vam ok pišem, da uspete prebrati? Evo, Monika, hvala, še eno potrditev sem dobil, bravo, hvala lepa, zato sem ti pa hvaležen. Skratka, da sistem po plačilu vam ponudi opcijo, da upišete naslov. Evo, tako da to imamo, po plačilu morate upisati naslov. Torej, imate možnost za tole, Eva, ni predogled, tole je pravzaprav en kratek povzetek, a ne? Boste dobili predogledov še od mene, nič bat, to jaz danes sem čist navihan, enostavno hotel bi vam dati vse naenkrat, pa žal enostavno ne gre, a ne? Ne mogu baku i žvaku, sve odjednom ne mogu, boste dobili od mene 6 stvari in boste dobili in jaz vam ne mogu, boste dobili od mene 6 stvari in boste dobili in jaz vam jo bom prebral, dragi moji, vi jo boste lahko poslušali, sam to bo faza 5, zdaj smo v fazi -1, ne, sej ne, knjiga je napisana, ni še dokončna, vse so še premiki, s tiskarno sem že v navezi, pravijo, da lahko bodo naredili, da nekaj bo treba še popraviti, odločamo se o nakladi, zaradi tega vas vljudno vabim, da knjigo kupite, na tak način v bistvu pomagate tudi meni pri lažji izvedbi tega, bom rekel, finančno ne tako zelo majhno, ne se pustiti zmest in zavest. A je prav? Odlično! Bravo in hvala lepa vsem trem, ki so že kupili današnjo knjigo. V prvi uri pa pol sem prodal 3 knjige. Dobro mi gre, super. Še nismo začeli dobro dogajati, pa smo že tle. Anade, pa smo že 3 prodali, super. Sploh še nimamo, kaj ste naivni, ne? Ne bom vas opeharil daleč od tega. Raj vam bom še kaj dodal, kakor bi kaj oduzel. Načeloma sem hotel narediti, verjeli ali ne, prvotna izvedba je imela 47 poglavij, torej toliko, kot bom na dan izida star jaz, torej 47 let, 47 poglavij. Tako da verjetno bom naredil tako, da bo osnovna poglavja, pa bodo pa dodatki, a ne? Ampak osnovnih je 47 poglavij, kolikor imam let, kolikor kapli, ne, kolikor poglavij, toliko let, a ne? Bog nam daje na svej, ja, nagaja internet, vemo. Ampak to je ena izmed stvari, ki jo butalci razlagamo. Ne osvetljujte dreka, vemo, da internet nagaja in zakaj bi zdaj še enkrat povedali, da nagaja. Nagaja, kaj smo? Pa se sem povedal že. Ampak to klinc, če smo se s problemi ukvarjati, ne bo konca nikoli. Moramo se ukvarjati z rešitvijo. Tle pa je smisel. Tako da se ponovno parjavaš, pa je, kaj pa češ, malo ven pa not pa gre. In tako. Čakaj, kaj sem še hotel jaz vam povedati, da vas ne bomo ljubili. Aha, da je imela ideja, je bila 47 poglavij, torej kolikor imam let, ampak enostavno je toliko stvari še zapovedati, da sem začel dodajati in sem rekel, prvotno bi to bilo cirka 150 strani, zdaj sem pa rekel, nič, idemo dalje, stari, dajmo mi dodati še pomembno, pomembno je, kako v proces žalovanja, to se boste srečevali mnogo s tem, mnogi ste se mnogi se še boste, torej kako se trgajo čustvene vezi, tudi to, butalci tudi se srečujejo s tem, da jim kdo gre, se odseli ali pa umre in tako. Tudi vi tudi mi se v življenju s tem srečujemo in ga ni človeka, ki ne bi koga kdaj izgubil in čustveno prerezati te vezi je nujno potrebno, po drugi strani in tako. Po drugi strani življenjska je, no, to, kar v bistvu v življenju rabiš, zato tisto, kaj sem v bistvu sam šel čez, zato da sem sam sebe opolnomočil in da v bistvu vem, da mene živ ga ni pajaca na svetu, ki bi me pelal lulat, ne. Jaz veliko stvari vidim, butalci veliko stvari vidimo, pa si mislimo svoje, ne rečemo, ne povemo vsega, kar mislimo, zaradi tega, ker vemo, kam te stvari lahko pripeljajo in tako, a ne.
ker želimo vzdrževati mir, ne pa v bistvu na provokacijo spodpihniti, da se zgodi še več nemira. Ne, to je, zemlja rabi mir, ne pa nemir. Nemir delajo uradne inštance, politiki, mediji, službe, sistem kot tak, to je polno nemira, kaosa, stiske, strahu, obupa in tako. Je na tem svetu obstaja lepši pogled, ampak to vsak sam mora narediti. Torej nekako vam hočem z Biblijo tudi povedati, da lahko vi čakate, kdaj bo resnica prišla, ampak vi lahko že danes pogledate na svet v pravi luči in ne rabite čakati. Načeloma, če vam povem čisto po pravici, ker sem zadnje tedne tudi uspel prideti, ujel sem, šele leta 2030, ne, bo zemlja očiščena. Ampak to ne pomeni, da vi v svoji glavi, v svojem srcu ne morate biti očiščeni že danes. Leta 2030 pa bo šele tisti končni, bomo rekli, narejen. Zdaj 5 let smo že v tej kaotični situaciji korone, kjer je izgledalo, da bo pa res konec sveta. In pravzaprav res bo konec znanega sveta, bom rekel, razmišljanja in delovanja znotraj družbe. Šele leta 2030 pa bo tisto, da bomo rekli, no to pa je nov svet. Ampak zdaj, če v 5 letih niste naredili korakov naprej, boste pa še 5 let čakali. To velja za vse tiste, ki čakajo, da se bo zgodil. Lahko čakate še 5 let, toliko tem. Lahko pa že danes stopite korak naprej. Jaz mislim, da sem dost očiten, živ primer, da se da v glavi sestaviti in da se da tudi živeti s tem. Ni enostavno, bilo do zdaj pa bo če dalje lažje. Ampak hočem vam reči, Butalska Biblija je ideja, da tudi sami poiščete svoje potenciale, da jih užgete, svoje potenciale. Nisem jaz se rodil pisatelj, jaz se nisem rodil tonski tehnik, jaz se nisem rodil z znanjem razumevanja sveta, jaz se nisem rodil z znanjem razumevanja butalcev, jaz se nisem rodil z znanjem, da bi vedel, kako sistem deluje. Torej, vse to je pridobljeno tekom časa in če imam srce, da šprica kri, če imam ledvica, da kri čistijo, imam možgane, da z njimi mislim. In to ima vsak izmed nas. In seveda znotraj sebe imam moralno-etični kompas, ki pa je zapisan v Bibliji že bil, ampak butalci niso brali Biblije. Zato, ker oni to delujejo po svojem prav, tudi Kekec ni imel Biblije, sem ni bil pokvarjen. Tako da ne rabite brati debelih knjig, tudi te Biblije v bistvu ne rabite, da bi živeli pravilno, pa vendarle vidimo na tem svetu, koliko ljudi v bistvu ve, kaj je prav pa dela narobe. Tudi to Biblija opisuje. Ta Biblija ni zato, ker jo vi rabite. Ta Biblija je podpora meni. Nekako bom rekel, ena poravnalka, se dobimo na radiju, malo stvari razumemo, malo se opogumimo, malo smo bolj močni, malo stvari z drugega kota pogledamo. Načeloma noben ne bi rabil na tem svetu brati knjig, tako ker v bistvu načeloma nobeno živo bitje na tem svetu ne bere razen človek. Samo človek se mora izobraževati in verjeli ne, izobraženi smo bili v minus, v narobe. Ta knjiga je v prav. Koliko je knjig, ki so nas peljale v narobe, jaz sem prebral en kup duhovnih knjig in ugotovil, da so vse čista nad tega. Zaradi tega sem na koncu prišel do tega kekčevosti, o tem veliko verjetno veste, Matej Turšič Kekec. Matej Turšič, tudi Kristus je bil isto Kekec, to on tudi ni knjige bral, on je šel gor, on je downloadal. In enako butalci počnejo in enako počnejo vsa živa bitja, razen človek. In to je meni ideja, da to pripeljamo bliže in to je v bistvu tisti pravi preporod človeštva, da bo človek lahko se zanesel nase, ne pa na predsednika, pa predsednike vlade, pa predsednika onga, pa unga odbora, pa una organizacija, ne rabiš tega. Nobena žival na svetu ne rabi inštitucij, razen spet sam človek. Torej, da začutite globino nad tega, globino prevare in v bistvu na koncu smo ljudje v bistvu in potrti in bolni in skregani in razterani in vsak v svoj konc vleče in ta ego ima, da zgine z tega sveta in pravzaprav Butalska Biblija je v bistvu morilec ega. To je ideja te Biblije, da umori v človeku, v bralcu dokončno
umori njegov ego. Ne? Oziroma tolikrat ga osvetli, da človek reče, bemu mater, res sem to bevel, da to počnem, ker res nima smisla. Ne? Ko pogledaš skozi oči Butalca in vse to skozi satiro, skozi humor, skozi enostavnost in tako. Ne? Čakaj, moram prebrati nazaj. Tako rad berem vaše komentarje. Tudi upam, da bom bral komentarje, ko boste knjigo prebrali, da boste rekli, wow, da bom prebral komentarje, kritike, pohvale in ali kakorkoli. Vse bom z veseljem prebral. Sam želim vašo iskrenost. Anade. Praviš, potop v Butalsko Biblijo je torej orodje za potop vase. Praviš, Sabina, čestitke za uspeh, Matej. Ja, uspeh bomo šele videli, kakšen bo, ampak tako. Načeloma pa je to izdelek. A ne? To je izdelek in prav je, da ga imam. Prav je, da vsak človek mora enkrat knjigo napisati. Jaz mislim, da pri 47 je cajt za to. A ne? Jaz mislim, da sem dosti stvari že pokazal, da sem dosti kompetenten za te stvari, da napišem knjigo z dovoljšno mero humorja, z dovoljšno mero blesavosti, ubrisanosti, kar dejansko tudi sem ubrisan, jaz sem imam za ubrisan ga drugače, ampak ne v narobe, uprav, in dovolj, bom rekel, znanja in dokazov o tem, da sem stvari in prebral in dal v prakso. Tako da ne tolčemo prazne slame, da ne boste rekli, pisatelj tam, nekdo je nekaj napisal in ne. In tako, pa saj imam pomočnike, saj mi pomagajo škratki, to je še tako vam bom povedal, ko stopaš na višjo stran, na pravo stran, postaneš tako kot Dedek Mraz, imaš škratke, ki ti pomagajo darila zavijati. To ne dela Dedek Mraz. Ne? To je tako kot pekarna miš-maš, ne? Ko ti miške pridejo pomagati. Ne? Ni pek sam naredil, ne? Imaš ti pomočnike. Tako kot dobre vile in dobri škrati niso izmišljena stvar, dejansko imaš pomoč, na katero sploh nisi vedel, da imaš tako pomoč na razpolago. Ampak začne se z voljo. Ne? Dedek Mraz želi obdarovati, zato pomočniki pridejo. Namera je ta prava. Pek v pekarni miš-maš nikoli ne. Če kdo ni imel za kruh, mu ga je dal. Na meni je dober, imejte kruh, valjda. Na meni je dober, takrat pridejo bitja. Kadar je človek egoističen, takrat pa nima pomoči. Mora pa vse sam, ima pa tu zemeljsko pomoč, veze in poznanstva, pa kešico, pa kletko za zraven. Tako, hočem reči, da se lahko zanašate tudi na pomočnike, kadar boste korakali naprej do svojih, bom rekel, ko boste začeli delati sebe ven tistega, s čemer ste se rodili. Drejc, praviš, dober dan, pa Leja, praviš, Matej, čestitke, tole bo pa orodje za učenje življenja. Mislim, da ja. Glede na situacijo, kakor opazujem, se mi zdi, da je to nujno potrebno in ko me čakaš, da jo prebereš, the best, me veseli. Marjana, praviš, da se dobro bere tole, da ko me čakaš. Jaz mislim, da je berljivo, da je tako neskončno. Jaz mislim, da je tako, da bo tako, da ko boste začeli brati, ne boste nehali. Tako imam jaz občutek. Tako imam občutek, lahko se pa motim, ker je resnično tako humoreskno, satirično, to je tak zdrav humor, ne, ker rečeš, dek, jaz pa to najdu, ne. Pač tak sem, ne, in ogromen je teh, malo norosti, ampak je the best, je prav. Praviš, Eva, hvala za predogled, ja, se vam bom še dal stvari, bom vam še, sem da zgruntam, moram malo prespati še, kako vam najlažje, imam en opis, ki je daljši od tega, še daljši od tega, ampak vam ga nekako ne morem PDF-ja. Jaz sem ga naložil, zdaj ne vem, Eva, kaj si kupila, si dobila kje, jaz imam eno datoteko, sem dal zraven, prav to, kar sem vam zdaj dal za brat, je v datoteki, pa ne najdem, kje bi to zdaj bilo, kar ni več. Sabina, še danes na PayPal, joj, ti si to dala že zraven, da ti mogoče jo pa lahko dobiš od mene, ne? Glede na to, koliko si naredila pomoči pri radiju in pri teh slikcah in tako, da ti jo častim, tebi jo častim iz prve, kolikor je od tebe že prišlo ene pomoči in tako. Urška, praviš, da tvoj entuzijazem je tako nalezljiv, da ko me čakam, da bom tudi jaz tole lahko doprinesla skupnosti. The best, me veseli, ko me čakam tudi jaz, da boš pogledala. Polonča, praviš, takoj naslednji teden se preselim in s tem uredim nov naslov, jo kupim takoj. The best. Tudi jaz ko me čakam, nič bat. Vse bomo zrihtali, vse smo na vezi. Čestitke in takoj po oddaji bo šla zrihtati Sabina, odlično. Marko, praviš, da si za in že dobro vemo, zakaj nagaja internet, to smo pogruntali.
Polonca praviš, da bi si upala trditi, da bomo vsi člani kupili. Jaz tudi, tako si mislim. Da kdor pozna mene, pa ve, da v bistvu nisem po župi preplaval, ne? Da nisem župnik, ne? da sem bolj po butalski pameti. Butalci imajo načeloma velike glave, ampak ne vizuelno, tako na not imajo velike, so odprte glave, ne, se reče. Tako da, ja, upam, da res. Sabina praviš, da se moja srčna namera uresničuje. Ja, srčna namera. Napisati knjigo je bila moja želja zelo dolga, by the way, pravzaprav. Ja, in takole nas je fliknila ven linija na TikToku. Seveda, mnogo se ljudi trudi overati moje delovanje, kar je seveda dosti dober dokaz, da smo na pravi poti, a ne, da ustvarjamo prave stvari, da govorimo o resničnih stvareh, tisto, kar gre temu groznemu sistemu tako na živce, ampak mi se ne damo, mi gremo naprej. Upam, da ste vsaj tle na YouTubeu dobili dovolj podatkov in informacij. Povezava do knjige pa se nahaja v opisu od spodaj, a ne, tako da lahko se že angažirate in se naročite na knjigo, ko bo prišla na svet, ko bo zagledala luč sveta, torej v začetku marca. Želim si, da je to na rojstni dan, se pravi, da knjiga se rodi na moj rojstni dan in to na 47, ko je v Cerknici pač pustni karneval. Tako da eno z drugim se lepo stvari poklopijo, vabljeni in seveda na tak način lahko obdarite sebe, obdarite mene, lahko pa obdarite tudi koga drugega. Misli, ki so noter, so dobre za vsakega človeka, ki išče sebe in zagotovo bo v tej knjigi prav vsak človek najdu sebe. Na kateri strani? To bo pa vsak sam pri sebi vedel. Vsekakor vsem želim vse dobro. Naj sonce butalsko vse obseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli spet. Naj sonce butalsko vse obseva svetlo, da bomo skupaj vsi v raju zaživeli.